Čau, pozdravljeni, gledate Rdečo peso. Ekološka kriza je tu, COVID tudi, zato več gledamo TV in s tem zanimivo vidimo več nekih dokumentarcev, tudi na Netflixu naprimer. Zdaj, verjetno smo vsi pogledali Tiger Kinga, ampak ne, danes se ne bomo nažalost pogovarjali o tem. Danes bomo se pogovarjali o enem dokumentarcu, ki je zadnje tedne, zadnji mesec dokaj popularen, predvsem med podnebnimi in okoljskimi krogi, in sicer je to popularen dokumentarec Davida Attenboroughja, A Life on Our Planet. In zdaj v bistvu dokumentarec nas spomni na to, da je okoljska kriza na nek način še celo mnogo večji in težji problem kot korona, ne? In to je en problem, o katerem se bomo pogovarjali z dvema gostoma. Prvi je Taj Zavodnik, dolgoletni aktivist, tudi član Mladih za podnebno pravičnost. Zdravo, Taj. Ja, In z nami je tudi Boštjan Remic. Boštjan pa je raziskovalec pri Centru za družbeno raziskovanje, CEDRA. Zdravo, Boštjan. Živijo. Pa da začnemo kar na začetku in da ne bomo niti preveč dolgo vezli. Povejte mi, v bistvu Taj, bom začel s tabo. Kaj je prvi vtis tvoj o dokumentarcu? zdaj, da jaz ne začnem v bistvu z slabimi stvarmi. Ta dokumentarc v bistvu za razliko od predhodnih podobnih dokumentarcev, ki so se osredotočali predvsem na nek prikaz in kompleksnost, na kompleksnost narave in lepote narave, v bistvu dobro povzame pač neke trenutne razsežnosti okoljske krize in vpliva človeka na naravo. Zdaj nekako o tem, kako globoko smo zabredli, priča tako imenovan koncept planetarnih meja. S pomočjo tega so v bistvu znanstveniki nekako vrednotili 9 ključnih omejitev našega planeta. To so od podnebnih sprememb do upada biodiverzitete, spremembe rabe tal, predvsem zaradi kmetijstva, izsekavanja gozda, do zakisljevanja oceanov, no. In zdaj v primeru, da te meje prekoračimo, lahko s tem ustvarimo neke nesprejemljive okoljske spremembe, tako za človeštvo, kot tudi za ostale organizme. In nekako smo na robu tega, da presežemo v bistvu kar 7 od teh postavljenih meja, 3 pa smo že prekoračili, no. Zdaj, v nujnosti ukrepanja je znanost zelo jasna, tu ne obstajajo zgolj dokumentarci. Zadnje poročilo medvladnega panela za podnebne spremembe, ne, IPCC, pravi, da bo za omejevanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija zahtevalo hitre, daljnosežne spremembe brez primere na vseh področjih družbenega življenja, no. In to je pa tudi nekako ključna točka, na kateri v bistvu ta dokumentarec govori na celi črti. Namreč ne ponudi nobene Oprosti, smiselne... ker te motim, ampak si omenil eno izmed meja, ne? In sicer biodiverziteto. Zdaj, a nam lahko mogoče na hitro, plastično bolj opišeš, kaj je biodiverziteta oziroma kaj to sploh pomeni, da si bomo lažje predstavljali? Da ne bomo s tem izgubljali časa, čisto hitro rečeno, gre v bistvu za raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst in v bistvu z upadanjem tako enih kot drugih v bistvu uničujemo in posegamo v izredno kompleksen ekosistem, kjer potem v bistvu te zadeve vplivajo na vse ostale podstati, ki nas potem nekako pripeljejo do stanja, v kakršnem smo. Super, ker v bistvu je to tudi eden izmed pomembnih vidikov predstavljenih v tem dokumentarcu, ampak več o tem tudi v nadaljevanju. Zdaj bi še Boštjanu dal kar besedo, no. Jaz bi mogoče nadaljeval tam, kjer je Taj zaključil. Vedno, kadar vidiš dokumentarc Davida Attenboroughja, slišiš tisti šarmantni glas, vidiš lepe posnetke narave,
Ampak mislim, da v tem dokumentarcu, ki se nekako sprašuje, kaj hudiča se nam je zgodilo s planetom, se mi zdi pa, da dejansko bi ta dokumentarc ne bi smel biti o naravi, ampak bi moral v resnici dokumentarc biti o družbi. In ta družba je pač kapitalistična družba, ki je razdeljena, konfliktna, ki ima neke svoje notranje zakonitosti, ki jo poganjajo ravno v to okoljsko krizo in vse te razsežnosti, ki jih je Taj opisoval. Tako da to je verjetno tudi tisto, kar nekako pri dokumentarcu je najbolj upadljivo. Ne to, kaj je v njem, ampak bolj to, kaj manjka oziroma česa ni. In to je ravno to vprašanje, kako naša družba sploh deluje, da je pripeljala do takšnega razvrednotenja, uničenja, degradacije naravnega okolja, da ne nazadnje človeško preživetje ogroža. Ja, ker na nek način se v ozadju do neke mere čuti, kot da nekaj ni povedano, kot da je nek vzrok, ki je za vsem tem ne skrit, ampak se ga ne neposredno naslavlja. Ne. In zdaj, kot si ti omenil, je to družbena ureditev, oziroma lahko temu rečemo kar kapitalizem. In zdaj me zanima, ali lahko rešimo okoljsko krizo oziroma vse te razsežnosti, ki so predstavljene v samem dokumentarcu, v kapitalizmu. Je to, mislim, se zavedam, da je to dokaj kompleksno vprašanje, ampak me zanima, kaj misliš ti o tem. No? Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, pa dolgo, ampak ga bom probal na kratko odgovoriti. Rekel bi nekako, da dokončne rešitve okoljske krize v kapitalizmu ni mogoča, ampak da to pa nikakor ne pomeni, da bi se zaradi tega odpovedali kakršnim koli nujnim ukrepom, ki bi jih morali tu in zdaj uveljavljati, da bi dejansko zmanjšali, predvsem kar se tiče recimo podnebnih sprememb, da bi dejansko zmanjšali recimo emisije toplogrednih plinov. Zdaj, zakaj pa sem odgovoril vsaj na splošni ravni z ne? Dejansko, ne nazadnje, že če gledamo empirijo, statistiko, grafe, vidimo, da so se emisije CO2 predvsem kot nek najbolj važen, najbolj izpostavljen tudi del okoljske krize, začele praktično večati kmalu po nastopu kapitalizma z industrijsko revolucijo in tako naprej. In do tega ni prišlo, od industrijske revolucije ni prišlo zaradi neke genialnosti Jamesa Watta, ki je potem v eni garaži izumil parni stroj, ampak seveda je dejansko neka kapitalistična konkurenca tista, ki ves čas spodbuja tehnološki napredek, tehnološki razvoj, zaradi pač iskanja večjih profitov, pa tudi zaradi tega, da nekako vedno je en korak pred delavci, pred delavskim organiziranjem, pred delavskimi zahtevami, skratka tehnologija ima tudi to vlogo. In kaj je pa dejansko produkt te industrijske revolucije, pa je z recimo enim takim pridevnikom lahko rečemo fosilni kapitalizem. Ja, če se lahko še jaz mečkam vključim, no, se mi zdi, da to, o čemer smo prej govorili, kar si ti tudi Luka govoril, ne, da je pač ta nek manko naslavljanja produkcijskega načina dokumentarcev, vse to je v bistvu pač popolnoma ustaljena praksa, pač vse neke državne, mednarodne politike, mediji, pač cel prostor je v bistvu zasičen s to neko logiko kapitalističnega reševanja podnebne krize. Tukaj se tudi v bistvu kot dva najbolj ustaljena predloga razreševanja konstantno pojavljata krožno gospodarstvo in zelena rast, ki se v bistvu prizadevata za neko zelenitev kapitalizma, če lahko rečemo. In oba nekako trdita, da je pač ta nadaljnja akumulacija kapitala združljiva z ekološkimi zmožnostmi našega planeta, ker naj bi ravno zaradi o tem, čemer je pač Boštjan govoril, prek tehnoloških izboljšav, večjega kroženja virov, dosegli neko absolutno ločitev rasti BDP od uporabe virov in emisij toplogrednih plinov, ampak tudi tega v bistvu študija ne podpira. Tudi tukaj imamo v bistvu nek čist dodaten objektivni dokaz o tem, da kapitalizmu precej težko
najmanj dolgoročno nasloviti podnebno krizo. Empirični dokazi namreč kažejo, da se dokazi o porabi virov in emisij ogljikovega dioksida kažejo, da nenehni gospodarski rasti na svetovni ravni enostavno ni mogoča ta absolutna razveza v porabi virov in emisij toplogrednih plinov. To tudi kažejo številni podatki. Okay. Pa tudi podobno kot Boštjan, jaz tu poudaril, da okoljska kriza je tu in v bistvu nujno je ukrepati zdaj. Res ne moramo pač zgolj čakati. Je pa pač, kakor je delno povedal že Boštjan, tukaj potem nujno, da nekako iščemo take načine delovanja in ukrepe, ki na eni strani spodjedajo moč kapitala, ker pa se ta v bistvu ves čas aktivno bori za ohranitev statusa quo, lahko take spremembe v bistvu dosežemo zgolj z nekim številčnim, dobro organiziranim gibanjem, z tudi jasnimi političnimi cilji. No? Ker pa morajo pač presegati to neko zgolj ozko osredotočenje in delovanje za ohranjanje okolja in morajo svoje delovanje, svoj politični program, cilje nekako vključiti tudi delovne ljudi in njihove skupne interese. Ja, če lahko jaz tukaj vskočam, meni se zdi zanimivo to, kar je ta govoril. Se vsi spomnimo Ela Gora? Recimo, mislim, sej vprašanje, recimo, predvsem podnebnih sprememb, okoljske krize, sej ni od včeraj, sej se že, ne vem, vsaj 2 desetletji fura tudi v vrhovih, recimo, politike in tako naprej. Ampak dajmo samo pogledati grafe, kaj se je v zadnjih 20 letih zgodilo z delci CO2 v atmosferi. Pač neverjetno je eskaliralo in v zadnjem desetletju praktično je prišlo do takega povečanja, ki je geološko res popolnoma nepredstavljivo. In ja, kar se tiče reševanja znotraj recimo teh prisil kapitalizma, torej prisil po akumulaciji kapitala, po ves čas ohranjanju profita in tako naprej. Zadnje poveže tudi to, da mislim, da bi morali za pač pariški sporazum nekako, da bi dosegali cilje vsako leto zdaj zmanjševati emisije toplogrednih plinov za 4%. Dejansko se pa vsako leto zdaj še, mislim, da je to sicer kakšen let star podatek, ampak dejansko se pa večajo za 3%. Tako da to se mi zdi, da je tudi taka in po eni strani neka anekdota, da sami vidimo, kaj se zares ni spremenilo in kaj se zares dogaja. In mislim, da tukaj ne smemo iti v te predstave, češ, saj so, ne vem, vse povsod, pač globalno so, ne vem, politiki ali nesposobni ali prodani ali karkoli, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da nekako tudi to strukturno razumemo, to logiko zasledovanja interesov kapitala, katerim je ne nazadnje tudi nacionalna država podrejena in ta rast in ta nuja na nek način, ki iz kapitala ven izhaja, je tisto bistvo, ki je v nasprotju z tako nekim človeškim razvojem, človeško dobrobitjo, kot tudi seveda z našimi okoljskimi pogoji bivanja. Ja, sej v bistvu se mi je zdelo zanimivo, ko si omenil Al Gora. Mislim, da je bil on celo podpredsednik ZDA v eni fazi, ne? Tako da na nek način, mislim, sigurno na visoki politični poziciji, ki je hkrati naredil dosti filmov, napisal nekaj knjig o teh stvareh in vidimo na nek način, da tudi če izvolimo neke prave politike, ki se zavedajo te razsežnosti krize, se na nek način pol ne zares spremeni toliko. Ne. Kot si že rekel, sam so tudi izpusti naraščali in se dejansko ni poznalo zares. Zelo zanimivo je to, da velikrat tudi recimo slišimo tudi pri nas iz kakšnega uglednega klimatologinje, češ moramo samo izobraževati o podnebnih spremembah, politiki se o tem niso učili v šoli in tako naprej. Ampak to se mi zdi, da je na nek način prav malo deplasirano, saj zadnjih 10 let je to praktično glavna in ena pomembnih tem praktično po celotnem planetu.
In zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da ko govorimo o kapitalizmu in tej abstraktni logiki, ki se uveljavlja nad voljo ljudi in tako naprej, nad naše želje, nam na nek način vlada, se moramo zavedati tudi tega, da je kapitalizem v bistvu tudi neka dominacija, prevlada, moč, oblast, zatiranje in pa seveda na drugi strani upor. Torej, da je v sami srčiki kapitalizem pač razredni boj in da z tega vidika je ne nazadnje razmišljati o tem, kako okoljsko krizo lahko ali zmanjšati za začetek, oziroma pač mislim, da si moramo zadati tukaj tudi zelo jasen cilj rešiti oziroma jo spraviti v okvire, ko bo za preživetje naše in naslednjih rodov ne samo mogoče in da ne bo samo neko preživetje, ampak da bo tudi dejansko neko življenje in nek človekov razvoj mogoč. Zato bo pač ne bo dovolj okrogle mize, peticije, izjave, dokumentarce Ala Gora ali pa Davida Attenboroughja, ampak je ključno, da pač pride do množičnih političnih akcij od spodaj strani organiziranih delovnih ljudi in zgolj na ta način so se, recimo, to že zgodovinsko vidimo, spreminjale stvari, ali tako, da so se recimo dogajali tudi prelomi s kapitalistično logiko, ali pa da so se uveljavile vsaj trajne reforme, ki še danes na nek način ščitijo ljudi in tudi okolje. Dobro. Ja, Povej, sam daj, še povej. mečkam bistvo. Ja, imamo pa pač ni glih tako, ko je prej Boštjan govoril pač o tem vplivu tudi, mislim, odvisnosti države od kapitalizma. Ne? Saj konec konca imamo pač tudi v Sloveniji kar nekaj takih primerov, ne vem, Magna, Salonit Anhovo, in tukaj iz teh primerov tudi lahko zelo lepo vidimo, ne, da pač predvsem, ne vem, recimo izdelovanja ekokroga, kjer se je, kot je Boštjan rekel, ne, ustvarila neka samoorganizirana iniciativa, organizirana od spodaj navzgor. Tam imamo neke učinke, pač tam je prišlo do nekega vsaj majhnega umika kapitala, medtem ko recimo tam, kjer se je posluževal zgolj bolj nekih PR-ovskih ukrepov, naprimer v Magni, tam pa je v bistvu vladni medijski stroj popolnoma povozil vse akterje. Ja, to se mi zdi ful pomembna točka, ja, dejansko, tudi za nadaljne boje, ne, na nek način. Ja. Tako da, Na zgubi super. pa v končni fazi ni bilo samo okolje, ampak kot vidimo lahko zdaj iz trenutne situacije, tudi delavci. Ne? Ja. Okay. Ja, gremo na naslednjo temo. In v bistvu, kot smo že nekako omenili na začetku, govori dokumentarec o vzrokih okoljske krize. Ne? In zdaj predvsem predstavi kot neke spremenljivke upad biodiverzitete in koncentracije CO2. Kot tretjo spremenljivko pa pokaže število prebivalstva na planetu. Ne? Tu vidimo tudi graf, oziroma grafiko. In zdaj vprašanje, ki se mi postavi tu, ne, je kot na nek način, a nas je preveč na svetu, da bi planet vzdržal, ne? Ker se to na nek način tudi poskuša dati ta odgovor na to, ne? Ker tudi same številke postanejo na koncu rdeče, ko se prikaže te grafike, in ko se prikaže takšno število prebivalstva, ta številka postane rdeča. Ne? Zdaj, a nas je preveč na svetu, da bi planet vzdržal? Če lahko kar začnem. Vzemi si besedo, ja. Meni se zdi, da gre tukaj za en precej butast, dosti spontan argument, češ, ker se število prebivalstva podvoji oziroma ekstremno poveča tudi raba materialov in emisij. Ampak nekako do tega sklepa lahko pridemo zgolj, če popolnoma spregledamo vse ostale spremenljivke, naprimer, kot smo omenili že prej, način produkcije. Ne vem, tukaj je recimo zanimiv primer, ki ga Attenborough tudi sam uporabi v bistvu v dokumentarcu. Japonska, tam jo omeni predvsem zaradi tega, ker se v zadnjih letih število prebivalstva na Japonskem manjša
Ampak kako lahko v bistvu s tem razložimo to, da je Japonska še vedno sedma največja povzročiteljica emisij toplogrednih plinov, hkrati pa pač te emisije tudi še naprej naraščajo. Ne? Ja, na nek način ignorira to dejstvo, ne? Ampak ja, povej No in naprej. to trditev v bistvu popolnoma spodkoplje dejstvo, da imajo države z najvišjo stopnjo rodnosti v bistvu najnižji življenjski standard, imajo najmanj stvari in najmanj onesnažujejo. Tako čisto kot zanimivost, no, če bi jutri nekako izginile 3 milijarde ljudi, 3 milijarde najrevnejših ljudi na planetu, se nenehno uničevanje okolja praktično ne bi zmanjšalo. Zdaj, eno pod vprašanje, ki se mi postavi tle, je, ali na Zahodu ne živimo prek naših zmožnosti na nek način. Taj boš ti? Ne, kar zdaj boš tam. Jaz sem Pretirana vljudnost. V bistvu to, kar je ta omenil, ta globalna neenakost, recimo, kot posledica pač kapitalističnih družbenih odnosov, ni zgolj v razporeditvi recimo premoženja, ampak je tudi seveda v emisijah CO2. In dejansko je ta neenakost nekako dvojna. Na eni strani imamo recimo bogate, ki pač, ne vem, ogromno prispevajo, recimo mislim, da 1% najbogatejših dejansko dvakrat več toplogrednih plinov dejansko sproducira kot 50% najrevnejših. To je pač res nezamisljiv praktično podatek, ampak po drugi strani imamo pa tudi to delitev pač države nekega kapitalističnega centra, začetkom v Angliji, potem zgodovinski razvoj, ZDA, Evropa, Kitajska in na drugi strani, Japonska, ne Kitajska, pardon. Kitajska je prišla na pamet zaradi ene druge stvari, ki jo bom kasneje mogoče omenil, Japonsko še sem zraven štejemo v tako imeno triado. Skratka, te države nekako kapitalističnega centra, na drugi strani pa globalni jug. In ravno te države na globalnem jugu, ki so že ekonomsko recimo izkoriščene ali pa podrejene, so tudi z vidika podnebnih sprememb dejansko v veliko težjem položaju, veliko bolj čutijo posledice podnebnih sprememb, recimo te otoške države, pa ne vem, države z veliko obale, Bangladeš in tako naprej, zelo nizke, pa vse države, ki so pač bliže ekvatorju, ker recimo se širi puščave, dezertifikacija in tako. Skratka, posledice so dejansko veliko večje, odgovornost pa manjša ali pa skoraj da nična. In z tega vidika pač vidimo tudi, da pač je kapitalizem zares globalni sistem, kjer dejansko se tudi neki politični odnosi imperializma vzpostavljajo na globalni ravni. In zato je zelo pomembno, da na nek način ne vzamemo te krivde nase, čez mi na Zahodu smo krivi, mi na Zahodu. Pač ne, mi nismo krivi, jaz nimam nič s tem, recimo, da je, ne vem, Slovenija članica NATO in da je podpisala Vilensko izjavo in take stvari. Skratka, zgolj ti vladajoči razredi v teh državah, ki imajo ekonomsko in politično moč, zgolj oni nosijo to odgovornost. Skratka, zgolj kapitalistični razred. Jaz bi mogoče nekaj sem še hotel dodati, pač v smislu tega, ko si rekel, živimo na Zahodu preko planetarnih meja. Pač seveda, to je znano dejstvo, v tem obstaja ogromno pač objektivnih podatkov. Ampak bi pa vseeno tukaj eno stvar, ki pa vedno v debatah o tem pač postane kar malo nedorečena. Pač češ mi vedno imamo tega kvazi racionalnega potrošnika, ki se na trgu odloča, katere dobrine potrebuje, kaj je smiselno itd. Ampak v bistvu imamo pa na drugi strani pač produkcijski način, ki pač rabi potrošnika, ki troši vedno več, ki rabi vedno nove artikle in to tudi konstantno počne preko marketinga, preko zadev, kar je, ne vem, zastarelost načrtovanja, kjer v bistvu
ne vem, recimo primer bele tehnike, proizvajalec ve na praktično mesec natančno, Ja. kdaj bo nek artikel zaradi tega ali pa drugega razloga prenehal delovati in s tem ustvaril potrebo po novem artiklu, sploh ob manjku neke javne infrastrukture za popravljanje. Ne vem, definitivno. Karkoli že. No. Tako da tukaj se mi zdi, da se odpira eno res pomembno vprašanje, ki je res pogosto nenaslovljeno, in to je to, ali je res potrošnik tisti, ki nekako usmerja produkcijo, ali gre v bistvu za totalno obraten pojav. Ja, to sem hotel dejansko produkcijski vprašati. način prek takih in drugačnih mehanizmov usmerja to potrošnjo. Ja, Eden izmed teh je naprimer marketing, kot si že povedal, in to, da se naredi stvari, da se pač pokvarijo na točno določen mesec, datum, ali kako bi lahko že temu rekli. Ampak ja, Boštjan, kar povej. Ja, ena zanimiva stvar mi je padla na pamet. Ko se o tej odgovornosti individualni, potrošniški na te stvarih pogovarjamo, recimo povprečen človek vstane zjutraj, se zbudi, si reče, shit, moram iti na šiht, ne vem, v knjigarno, kelnart, ja, kot študent ali kamorkoli, v pisarno. In seveda razmišlja o tem, pač, kako bo, ne vem, zaslužil dovolj za neko preživetje, za stanovanje, za vse pač neke potrebe, ki jih ima, za hrano itd. In kakšen dejansko vpliv, ne nazadnje, kot posameznik, kot nekak neorganiziran, atomiziran posameznik, pa potrošnik dejansko imaš. Ampak na drugi strani imamo pa recimo, ne vem, ljudje, ki sedijo v nadzornih odborih in upravnih odborih, predvsem bank, skladov, multinacionalk, podjetij in tako naprej, skratka nek kapitalistični razred, ki seveda vsakodnevno odločajo o tem, kam se bo investiral na milijone ali pa milijarde evrov. In tukaj je zelo zanimiv podatek, zadnjič sem ga prebral v enem članku in sem si ga prav zapisal. No. Dejansko v letu 2018 je bilo od vloženega kapitala za nekak infrastrukturo za produkcijo energije, 2/3 od vsega tega kapitala je bilo naloženo v infrastrukturo za fosilna goriva. Torej samo 1/3 za obnovljive vire energije v najširšem smislu. Torej, zelo jasno je, kdo odloča o tem, kako lahko vplivamo na okoljsko krizo. Ja, in ne nazadnje, 6% dejanska rast je bila v letu 2018 izdatkov kapitalskih za plin in nafto in 2% za premog. Tako da mislim, da te podatki dejansko zelo jasno naslikajo to zgodbo o odgovornosti, o moči in o odločanju. Ja, predvsem o tem, koliko lahko dejansko posamezni potrošnik na nek način tudi spremeni neko situacijo. Ne? Res je. Ja, pa tudi ti si dober primer, da nekega vsakodnevnega človeka, ki se ukvarja z pač nekimi realnimi vsakodnevnimi problemi. In tukaj je potem grozno. Na eni strani imaš pač ta, ne vem, recimo temu kapitalistični razred, ki investicije usmerja v neko točno določeno produkcijo, na drugi strani ponavadi ta isti razred si nekako zavzema za to, da bi se pač ta vsakodnevni človek preusmeril v, ne vem, trajnostno mobilnost, ampak po drugi strani pa v bistvu se, kot si pač ti z enim primerom pokazal, praktično nič ne investira v te neke alternativne oblike trajnosti ali pa v alternativne oblike pridobivanja energije, alternativne oblike prehranjevanja. In v bistvu je pač vsakodnevno smo postavljeni pred v bistvu neko odločitev, kjer naj bi neke spremembe udejanjali, ampak jih v bistvu velikokrat niti ne moremo. No? Ja, ampak zakaj ni teh investicij v alternativno mobilnost, v alternativne trajnostne načine, recimo bivanja itd.?
Ti bom jaz odgovoril, malo sem te provociral, ampak mislim, da je to zelo važno. No. Dejansko ti alternativni recimo, načini mobilnosti v njih se investira zgolj takrat, kadar so profitabilni za kapital. In vse zato vidimo, da je recimo električnih avtomobilov je vse več, ampak so res zaenkrat zelo dragi dejansko. Bolj se mi zdi, da včasih delujejo kot nek drugi avto, igračka od res tistih, ki si jih lahko privoščijo, kot neka alternativa. In isto je dejansko globalno gledano z vprašanjem pač predvsem podnebnih sprememb, globalnega segrevanja. Pač blaženje podnebnih sprememb, torej zmanjševanje emisij ni profitabilno. No, to je nek dejansko dodaten strošek za kapital, kar pomeni, da so profiti nižji in zato seveda se tudi nenazadnje ta prenos produkcije na vzhod je tudi z tega vidika pomemben, ker so tam vseeno nižji standardi okoljski pri produkciji in zato so lahko toliko bolj na nek način konkurenčni. In to je dejansko zgolj strošek in dokler pač je ta gola računica profita, torej prisvajanja presežnega dela vseh ljudi, s čim manj ostalimi stroški, seveda do takrat te načini pač ne bodo v veliki meri se uveljavljali. No, razen pod političnim pritiskom in zato mogoče v nekaterih državah vseeno že so primeri dobre prakse. Ampak to so v resnici bolj zaenkrat taki šolski primeri, pilotni primeri, kot bi se rekla. Glede na krizo, v kakršni smo, z vsemi temi podatki, ki smo jih danes omenili, bi pa rabili res revolucionarne ukrepe. No, mislim, da je ta beseda čisto na mestu. Ampak, ko smo govorili o investicijah, se mi je zdelo, vprašanje, ki sem ga dobil jaz, a so zato, da niso investicije v prave stvari, v zelene stvari, kako bi lahko že temu rekli, a so zato krivi na nek način neki pohlepni odločevalci, pohlepni kapitalisti, ker dostikrat se na nek način v medijih predstavi to kot razlog za to. Se mi zdi, da je veliko boljši pristop, ali pa izhodišče za razmišljanje, nekako tako, kot ga zastavlja recimo Marx, ki reče, saj posamezen kapitalist je zgolj posebitev logike kapitala. Ta logika kapitala se mu ves čas vsiljuje. Pač kapitalist, ki bi recimo, zakopal pred 50 leti $1 milijon pod zemljo, bi danes s tistim zelo malo kupil, ker pač mu inflacija nažira in tako naprej. Torej, kapitalist je prisiljen s tem, če se hoče ostati kapitalist, da investira, da zaposluje delavce, da v delovnem procesu seveda si prisvaja njihovo presežno vrednost in seveda ta presežek potem znova investira za večji profit in tako naprej. Zraven tega seveda si lahko še nekako odreže debel kos kruha luksuza v smislu jadrnic in tako naprej, ampak mislim, da ta luksuzna potrošnja ni tak problem, čeprav iz vidika emisij CO2 zagotovo je, ta zasebni letala in jadrnice z nekimi ogromno porabo fosilnih goriv in tako naprej. Ampak še bolj problematična je pa ta poraba, oziroma ne poraba, ampak ta stalno investiranje z namenom pridobivanja novega profita. Ker ta logika se dejansko zažira v potrebe ljudi, v potrebe družbe in v dejansko potrebe ohranitve okolja. Skratka, tako delavci, delovna sila kot okolje sta za kapital samo blago in obema nekako namenja enako usodo, to je pa neka degradacija, neko razvrednotenje in tako naprej. Ja. Tudi neko izkoriščanje. Ja, izkoriščanje se mi zdi, da je sicer mogoče boljš, da ostane ta termin, vsaj v tem teoretskem smislu, da ne ostane za izkoriščanje dela, medtem ko pa za naravo zagotovo lahko govorimo o uničevanju, o degradaciji, o teh premikanju planetarnih meja. Okay. Ja, ugotovili smo, da
število prebivalstva ni v resnici zares tisti problem, tisti ključni problem, ki ga moramo naslavljati, niti ni to odgovornost posameznega potrošnika, ne. In mislim, da s tem lahko tudi zaključimo, ne. Oziroma bi vam dal kar vama dvema še neke zadnje besede, oziroma da zaključite in poveste še tiste zadnje misli, ki jih imate v bistvu. Lahko pa kar začneš ti, Taj, če želiš. Ja, najprej hvala za vabilo. Jaz upam, da se vzpostavi čim več takih prostorov za neko poglobljeno debato o problemih trenutnega produkcijskega načina. Ja, zdaj mislim, da smo zelo lepo pokazali, da pač gre, da je rast neka inherentna lastnost kapitalističnega produkcijskega načina in da pač tak gospodarski sistem, ki potrebuje vedno hitreje rastočo potrošnjo in zastarelost izdelkov, da se sploh lahko obdrži, nas nekako ne more popeljati iz okoljske krize. Zato moramo nekako stremeti k drugačnemu produkcijskemu načinu, takšnemu, ki bo temeljil na zadovoljevanju resničnih in z okoljem ter družbo usklajenih potreb ljudi. Mislim, da rabimo take in podobne medije, prostore, da teh zadeva predstavljamo. Boštjan, še ti? Ja, tudi jaz se zahvaljujem za vabilo na Rdečo peso. Danes smo res velikokrat uporabljali to besedo kapitalizem, pa da ne bo zdaj kdo rekel, a imate sploh še karkoli drugega za povedati? Bi se v bistvu vrnil na dokumentarc, no. In na tiste sprejemljivke. O eni smo malo manj govorili, o biotski raznovrstnosti oziroma nekako nedotaknjeni divjini, o čemer tudi Attenborough, ki nenazadnje ves čas to divjino opazoval in snemal in približeval nam ljudem, ki smo te divjine že malo bolj odrezani, dejansko tam vse naravne lepote, zanimivosti in tako naprej. Ker smo pač v pandemiji prvi za vse nas, se mi zdi, da je to tudi tukaj ena zelo zanimiva poanta. Namreč mislim, da moramo tudi pandemijo koronavirusa gledati skozi to prizmo logike kapitala in produkcije za profit, ne za potrebe. Namreč saj koronavirus v bistvu, ki nas zdaj okužuje oziroma kroži med nami, ni prvi takšen virus. Spomnimo se že v zadnjem desetletju ali pa več smo imeli recimo SARS, pa gripo H5N1, pa ebolo, pa še kakšen virus, ki se jih zdaj ne spomnim. Ampak skratka, do tega prihaja v veliki meri ravno zaradi dinamike, globalne dinamike kapitala. Ker ves čas na nek način z gozdarjenjem, z rudarstvom, z industrijskim kmetijstvom in tako naprej, ves čas zmanjšuje te ekosisteme za divje živali in rastline, ves čas vse bolj se jim približuje, vse bolj dejansko se vsiljuje v njihov življenjski prostor in s tem na nek način odpravlja te bariere in omogoča prenos teh patogenov. Te patogeni so pa še bolj prenosljivi in še manj odporni zaradi ogromne industrijske rabe antibiotikov v kmetijstvu, zaradi take zelo hitre reje živali in tako naprej. Tako da upam, da tudi tisti skeptiki, ki bi radi še o čem drugem razmišljali kot o kapitalizmu, na nek način se strinjajo z nami, da se je vsakega problema, če bi želeli poiskati rešitev, treba lotiti pri bistvu stvari. Hvala, Boštjan. Hvala, Taj. Ok, to je to za danes. Hvala obema gostoma, hvala tehnikom in predvsem hvala vam, publika. In povabim vas, da še enkrat šerajte, da lajkate in da predvsem delite ta kanal in vse naše domislice in objave med svoje prijatelji in znance. Predvsem pa jejte, gledajte in glejte Rdečo peso. Finito!